Nahajamo se na samostojni razstavi Mita Gegića v galeriji Kresija. Na razstavi se nahaja 7 slikarskih del, od tega 3 monumentalna dela in pa potem 2 sliki srednjega in 2 manjšega formata. Ta razstava odlično predstavlja umetnikove spremembe v praksi, ki so se dogajale v zadnjih nekaj letih. Glavne spremembe so ta prehod iz monokromne, umirjene, take bolj zadržalne, hladnega kolorita k bolj živahnim, kričečim, toplim in ponekod celo fluorescentnim barvam. Medtem ko je druga sprememba verjetno ta z maskirnimi trakovi, ki je mogoče najbolj očitna glede na to, da je za Mita Gegića vedno bila značilna raba teh maskirnih trakov pri njegovih slikah, torej da je poslikal te maskirne trakove in jih potem rekonstruiral in premikal iz enega platna na drugega in s tem naredil novo sliko. Zdaj so te maskirni trakovi nekoliko bolj umirjeni, potisnjeni v ozadje oziroma se nekako zlijejo z ozadjem in mogoče na prvi pogled niso več tako očitni. Kar pa ostaja in je za Mita zelo značilna in v slovenskem prostoru tudi zelo prepoznavna, pa je ta lovska motivika. Ta v resnici še vedno nastopa kot neka metafora oziroma alegorija za razmerja moči in njihovo zlorabo. Torej na veliko delih vidimo lovske preže, lovce, uplenjeno divjad ali pa samo divjad. Kar pa je glavna sprememba, kar se torej vsebinskega dela tiče pri teh novih delih in na tej razstavi, pa je vpeljava različnih plovil, torej nekih kanujev, čolnov, razbitih čolnov, čeri, rešilnih jopičev in vodovja, s čimer v bistvu ta koncept razmerja moči zdaj nekako razširi, če je bilo prej več poudarka na temu razmerju človek-narava, človek-žival ali pa mogoče razmerja med ljudmi v smislu družinskih vezi, recimo oče-sin, so zdaj ta razmerja moči nekako prenešena na malo širši družbeni kontekst. V mislih imam predvsem nek ta koncept prehajanja mej, pa države kot avtoritete, pa tudi neko dominanco opevane domovine, torej nekaj, kar je treba zaščititi na vsak način pred tistim nečim drugim, do česar je umetnik zelo kritičen, kar se recimo odslikava tudi v samih delih, naprimer na delu z naslovom Yamaha Beach, ki je dejansko povzeta po fotografiji, ki nekako prezentira migrantsko krizo. Kar še bolj nekako poudari ta absurd, neko moralno diskrepanco in ambivalentnost te problematike in fenomenov je ravno to razmerje med na eni strani grozljivo vsebino, grozljivimi podobami, nečim negativnem, nečem zastrašujočim na eni strani in pa potem to živahno, toplo, veselo barvo na drugi strani. Na razstavi Očetnjava je jecljajoči jetnik predstavlja novo delo. Delo nastalo v letu 2023, kjer poskušam pokazati tudi spremembo v konceptu in načinu slikanja od mojega poprejšnjega, zdaj že 13-letnega dela, profesionalnega dela. Predvsem skušam pokazati na teh 3 večjih platnih, kako se mi je trak pa koncept maskirnega traku spremenil. To je zdaj v bistvu nekako gre z roko v roko tudi za spremembo motivike, ki pa ni za radikalen razkorak s poprejšnjim delom, ampak je nekako dopolnitev. V poprejšnjih delih sem imel sicer te maskirne trakove, ki so deloma polepljali bela platna, se tukaj ta belina zapolnjuje z bolj sproščeno barvito potezo in trak potem potiska deloma ob stran, hkrati ga zelo drugače inkorporira kot pa na poprejšnjih delih. To gre z roko v roko v tem, da se je lovska motivika tukaj začela bolj ukvarjati ne zgolj specifično slovenskim lovstvom ali pa srednjeevropskim lovskim prostorom, temveč vključuje noter tudi aktualne družbeno-kritične teme, kot tema patriarhata, tema migrantske krize in tema okolja.
Ta tema se potem v bistvu kaže na ta način, da so prisotne določene strukture nasilja, kot je oče, policija, država, stražni stolp ali pa lovski stolp, kako češ, in kako se to noter inkorporira v neko, recimo temu, lepo barvito okolje, ki govori grozne stvari. Govorimo o nekem splošnem nosilcu moči, ki se redko postavlja pod vprašaj, vse do zdaj se ni tako aktivno in mene bolj to zanima, naslavljanje očetovske figure, in to je v velikih narekovajih, ne. Očetnjava tudi sama sebi pomeni država, ne, nosilec moči na tej sistemski ravni, ne. Tako da upam, da tu ne pride zdaj v bistvu tale negativni aspekt toliko v ospredje, bolj kao me zanima, a smo zmožni postaviti vprašanje tej isti avtoriteti in upam, da je ta odgovor, ki ga ali mi podamo, ali pa očetnjava sama, lahko pozitiven. In če ni pozitiven, a imamo lahko kakšno drugo figuro, lahko imamo kakšno drugo avtoriteto. Jaz nisem anarhistična v tem smislu, ne. Zdaj, tudi anarhija sama po sebi ima lateralne hierarhije, ne. Mislim pa, da lahko se vprašamo, a so možne druge avtoritete, a so možne avtoritete, ki znajo poslušati, a so možne pozitivne avtoritete, ne. To, upam, da to pride skozi, ne. V letošnji produkciji sem skušal barvni spekter predvsem razširiti iz teh bolj hladnih, monokromnih izpeljav iz poprejšnjih let v bolj barvito zadevo. Zdaj to nekako odprlo, samo mik traka je v bistvu odprl ta prostor za barvne vnose noter, ne, ker nekako material pa barva vsaj zame, v mojem delu se je vedno kregalo na nek določen način in sem mogel deval rajši prednost trakovam. Zdaj pa skušam nekako obrniti to logiko v bolj slikarski postopek. Zdaj, koncept je nekako, da se v bistvu z barvami, ki so tuje lovskemu metjeju ali pa tuje mojemu poprejšnjemu delu, kao skušam govoriti nekako iste zadeve ali pa malo bolj grozne zadeve celo, ne. To ni neka vaba ali pa korenček, ampak je bolj prej palca, se mi zdi, ne. Mislim, da sem tudi že omenil v enem tekstu, da pač rad imam, da mi lepe barve govorijo grozne stvari in pač upam, da to pride tlele skozi, no. Skušam plastene slike nadgraditi od poprejšnjega, kjer je v bistvu bil zelo 1-2 ali pa zelo plus negativ odnos vzpostavljen med belino platna pa trakovi, ostrimi trakovi, ki so padali gor. Tlele se v bistvu v novih delih se pa plasti na dosti bolj, bom rekel, slikovito, no. Belina se popolnoma umaknila določenim strukturam pa mrežam, ki se pojavljajo v slikah noter. Trak še vedno ohranja neko vertikalno ostrino, neko določeno mreženje, potem pa figure in pa barviti nanosi prehajajo iz ozadja slike navzven, iz bolj tekočih plasti v bolj, rečemo temu, mesene, bolj goste nanose. To je nekako sem skušal tukaj ponazoriti neko migetanje samega medija ali pa barve, da se tako izrazim, ki se pogovarja tudi s temo, ki je naslikana, ne. Torej, motivi, ki direktno naslavljajo neko migracijo ali pa neko ozemlje ali pa neko mejo, hkrati naslavljajo tudi kao prečenje gibanja in to mislim, upam, no, da sem nekako z likovnimi sredstvi ponazoril tudi v samem slikarskem delu. Zelo zanimiv je tudi ta princip barv, ki deluje kot nekakšen infrardeč pogled, kjer nekako mi kot gledalci funkcioniramo kot predatorji, kot nekdo, ki mogoče v temi preži na nekoga. In pa tudi, podobno je tudi z upodobitvami teh bodečih žic, policajev in vodovja, kjer kot gledalci slik nismo zares prepričani, na kateri strani se nahajamo. Zdaj, ali smo na strani tistih z močjo, z možnostjo odločanja o življenju drugih, bodisi ljudi ali divjadi, ali pa smo ravno mi ti, ki smo ograjeni in naplavljeni.
Temu primerno je tudi postavitev samih slikarskih del, torej da so nekako umeščena v trikotno kompozicijo in da so mogoče dvignjena nekoliko višje kot ponavadi, s čimer se mogoče še ekstra poudari to razmerje moči, ki ni samo med gledalcem in vsebino na slikah, ampak tudi med gledalcem in med slikami samimi. Zanimivo je tudi to, da je Mito že nekoč razstavljal samostojno v Kresiji, in sicer leta 2017. Tedaj so bila ta dela zelo direktno povedna in so bila mišljena, da takoj sprožijo neko nelagodje in tesnobo. Zdaj tukaj na tej razstavi pa je sporočilo te groze in pomanjkanje empatije nekoliko bolj subtilno. V teh manjših formatih v bistvu imam kao zelo ponazorjeno neko v bistvu kao, rečemo temu simbol nasilja ali pa simbol avtoritete, ne? Kar mislim sicer, da je na vseh delih malo prisotno, ne vem, prav na tem večjem delu za mano je lovska preža kot ultimativni simbol nasilja pa avtoritete v mojem miljeju ali pa v mojem delu. Medtem ko na manjših formatih imam pa tudi prisotne policaje, pa rečemo temu enega zelo zafrustriranega očeta, ki je pač malo avtoriteto pod vprašaj postavil. Tudi sami naslovi nekako namigujejo, da se v bistvu tlele dogajajo neko preizpraševanje teh nosilcev moči, no. Naslovi dodajajo del zgodbe, ne, mogoče so eni malo bolj eksplicitni, drugi malo bolj zagonetni ali pa poetični, ne. Zdaj v enem manjšem delu, kjer so policaji, je Processed by the Boys naslov oziroma obdelano strani fantov, kjer se pač nagovarja neko določeno strukturno nasilje strani nosilcev te moči, ne. Pa je malo igriv spin na ta joke, da se tako izrazim. Pri ostalih je pa mogoče malo bolj poetično ali pa malo bolj zakamuflirano isto preizpraševanje, kaj je to očetovska, v narekovajih moška figura, ki prenaša nasilje ali pa uči neko določeno nenapisano pravilo patriarhata ali pa naše družbe, in pač naslovi se na nek način lotevajo tega iz različnih zornih kotov, ne. Očetnjava je jecljajoči jetnik. Jaz sem imel že en podoben naslov leta 2013 oziroma 2014, zgolj z naslovom Očetnjava, kjer sem se ukvarjal, kako očetnjava ali pa neka očetovska figura, lahko je to država ali pa nosilec ali pa rečemo glavar družine, prenaša določeno sporočilo ali pa nasilje naprej na naslednje generacije. Od takrat, v teh 10 letih, se mi zdi, da se je v bistvu ta koncept patriarhata ali pa rečemo temu nezdrave moškosti začel dosti bolj pod vprašaj postavljati. In ta ista očetnjava, vse za moje pojme, se v kritikah ali pa v odzivih na kritikah odziva reakcionarno in dosti bolj jecljajoče, no. In na razstavi, kjer se deloma ukvarjam z temi istimi vprašanji, kako se odzivajo nosilci moči pa nasilja na kritiko, se mi zdi, da jecljajo, no.